imaš prinesel. Bomo počakali, ni problema. En lep pozdrav sem skupaj. Midva sva čisto en poprečen zakonski par, Silva in Nace Volčič. Jaz sem Gorenc iz Kranja, Silva je Štajerka. In midva sva se na eni točki najnega življenja, potem, ko sva imela svoje podjetje, odločila, da bova spremenila pot. A bo tole delal? Dela. Da bo spremenila pot in sicer to, kar sva živela prej, je bilo sicer fajn, nama nič ni manjkalo, ampak tisto, kar sva pa čutila navznoter, je bila pa ena taka praznina. Hotela sva nekaj več, spraševala sva se, kako lahko narediva nekaj več v življenju in v enih takih momentih, na enih pogovorov sva prišla na eno idejo, ko sva malo združila na ene želje, tudi s tem, kar sva mislila, da je potreba, in sva se odločila, da bova naredila tak premik in da greva na eno misijonsko pot. Jaz sem sicer že leta nazaj dobil misijonski križ, kot laik sem šel v Argentino v misijon, tako da to sem imel, ampak zdaj sva šla pa to skupaj s Silvo. Odločila sva se, da bova potovala in sicer na tak dobrodelen način. Bo Silva mogoče majčkeno več povedala, kako sva si to zastavila. Ja, v bistvu sva takrat, ko sva se začela pogovarjati, kako bi midva to spalala, sva v bistvu ugotovila zelo hitro, da brez enega formalne zadeve to ne bo šlo. Zato sva se odločila pol, da bova tudi ustanovila društvo Operando. To sva storila skupaj s prijatelji in potem sva v bistvu lahko v okviru tega društva potovala in v bistvu principe, ki sva si jih nekako razmišljala o njih, pa jih bom tudi zdajle povedala o njem, pač o njih, kako je to v bistvu bilo. V bistvu so bile trije principi, pot, pričevanje pa darovanje, pot. Rekla sva, v redu, pač greva okrog sveta, začneva v Evropi, pa potem nadaljujeva, pač bova videla, na katerem kontinentu bova ostala, ampak tako, da greva iz enega kontinenta na drugega, pa na tretjega, pa na četrtega, pa potem v bistvu iz ene države v drugo državo, pa iz ene skupnosti v drugo skupnosti, tako sva rekla, bova v vsaki državi pač poskušala najti eno skupnost, v kateri bova preživela vsaj en mesec. In začela sva v Italiji, no, v glavnem, in potem druga točka, drug princip je pričevanje, V bistvu vsaka skupnost ima svojo neko karizmo, svoj poklic, zaradi katerega obstaja, ki pomaga določenim ljudem, določenih potrebah, In v bistvu sva rekla, bova pričevala o tem, kar bova videla v tej skupnosti, kar bova doživela v tej skupnosti, in tako sva v bistvu takrat začela pisati blog, ki je še v bistvu danes na voljo, se jo lahko preberete, kakšno od najinih zgodb na operando.org. No, in potem ta tretji princip pa je darovanje, V bistvu sva na tej poti darovala najin čas, najine talente, vse pač poskušala sva prisluhniti, kaj je njihova potreba, kje so njihovi izzivi, in takrat sva potem tudi skupaj smo se pogovorili o tem, ko sva prišla recimo v eno novo skupnost, in potem smo to določili in sva pomagala pač na svoj način, kolikor je bila najina moč. In v bistvu tudi spodbujala bralce najinega bloga, da so pomagali pač z donacijo, včasih tudi s kakšno pomočjo, tako. No, in tako sva v bistvu začela pot v Evropi, v Italiji, in naj je potem pot vodila prvo leto v Francijo, potem v Španijo, v Ukrajino, pa v Litvo. V
Drugo leto sva prepotovala Azijo, v bistvu od Filipinov, Vietnama, Laosa, Tajske, Bangladeša in Indije. In tretje leto sva bila v Južni Ameriki, od Brazilije, Paragvaja, Peruja, Bolivije in Kolumbije. Potem vmes je prišla korona, sva bila 2 leti doma, potem pa sva šla še enkrat v Južno Ameriko, v Peru in Kolumbijo, pa še potem eno leto v bistvu v Kolumbijo, Peru in v Honduras in Mehiko. In junija 2024 sva zaključila najino pot. Ja, in to je bilo 8-letno potovanje, seveda s korono odštejemo, je 5-6 let približno. Se pravi, po 8 letih sem prišla v Slovenijo domov in priznam, da sva imela in ga še zmeraj imava, ker to je bilo 1 let pa pol nazaj, majčkeno kulturnega šoka, ker 8 let pomeni biti v stiku z drugimi kulturami, z drugim načinom mišljenja, z drugačnimi odnosi, drugače pri mašah, drugače, ko se pogovarjaš z ljudmi, drugače, ko hodiš na obiske, druga hrana, drug način mišljenja. In zdaj moram v bistvu vse to malo nazaj dobiti. In je zanimiva, ampak sicer zanimiva ena stvar. Silva je Štajerka, jaz sem Gorenc, kot sem rekel, živiva v Ljubljani. Kaj rečete, kaj je tisto, kar ljudi zanima, ko greva recimo na Štajersko? Kaj naj vprašajo? Kaj je tisto glavno vprašanje, če ima kdo kakšno idejo? Ko greva na Štajersko. Greva na Štajersko, vprašajo ljudje, a sta imela dosti za jesti. In ja, seveda, zmeraj pač poveva, da povsod, kamorkoli sva šla, sva imela za jesti in sva imela res to srečo, da nam je Bog na tak način vodil. Sva veliko situacij videla in tudi veliko ljudi, ki tega niso imeli, oziroma so živeli iz dneva v dan in bili zelo močno odvisni od skupnosti, od drugih ljudi. Zato so odnosi recimo v teh revnih državah toliko močni in ljudje so toliko povezani. Zaradi tega, ker so to močne, ker so toliko odvisni v bistvu drug od drugega, da takrat, kadar nimaš, veš, da ti bo drug pomagal, ker drugače ti ne bo pomagal, boš težko preživel. Ker vprašanje recimo te vprašajo v Ljubljani, tako bolj politično vprašanje. Ampak kdo idejo? Vprašajo pa, zakva greš v tujino, če imaš doma dosti revežev? In tudi na to vprašanje sem mogla večkrat odgovarjati. Seveda, če te Bog pokliče v tujino, pač greš v tujino, tako je pri nama prišlo. In tudi midva sva šla, sva se pa zavedala, ja, da seveda doma je tudi veliko revežev in vedno sva upala, da tisti ljudje, ki te to vprašajo, da imajo polne roke dela in da doma res pač delajo. Pač medtem, ko sva midva v tujini, so pa ti ljudje doma aktivni. Velikokrat je bilo pa tako, da to niso. Ampak vseeno, verjela sva, da je Bog, ki naj bo po 8 letih naučil stvari po svetu, da naj bo enkrat pripeljal domov, poskrbel s to, da se bo ustalila in da bo to znanje, ki sva ga dobila, potem delila tudi doma in to dejansko zdaj tudi počnemo. In kaj mislite, da na Gorenjskem vprašajo? Bravo. Na Gorenjskem vprašajo pa kako, kje vam keš, ko sta se videla, lahko je tazga prvo šla. Ja, in midva sva imela prepodjetje, imela sva kar nekaj našparanega tega denarja, tako da prvo leto sva siguran iz privrčevanega denarja potovala, pa tudi pol naprej še veliko. Imela sva še nekaj tekočih projektov, ki sva jih potem še malo nadaljevala, kar med potjo. Ampak ljudje so se začeli dobro odzivati na to, kar sva pisala, ljudje so sledili na eni poti in ljudje so začeli darovati, ne samo za skupnosti, v katerih so živela in za katere so zbirala denar, ampak tudi za najino pot, zato ker je bilo to najino poslanstvo, pač da odpirava vrata, odpirava okna, dava ljudem možnost, da pokukajo in da pogledajo, kako se živi druget, kako se dela druget, kako se razmišlja druget. In velikokrat je prišlo prav do tazga kontrasta in ljudje so se dobro odzivali. Recimo sva bila v kakšnih državah, kjer so ljudje sprašvali določene stvari, ki jih niso razumeli in potem dobili odgovor, ki jim mogoče ni bil všeč, pa sva preko misionarjev v bistvu ene take dialoge vzpostavljala tudi z našimi bralci. Tako da vse to je bilo eno tako poslanstvo, ne samo za tiste ljudi v potrebah, ampak tudi za tiste, ki so nama sledili. Ja, no in še ena stvar, ki jo moram povedati. Kako sva se midva odločila, da bova potovala? Se mogoče daš lahko naprej? Ne vem, kaj je naslednje.
Aha, dobro, Že v Bangladešu. to je Bangladeš, ampak majčkam, da boste imeli še kakšno drugo sliko zraven. Odločila sva se, da bova potovala tako, da se ne bova delala nobenega načrta. Midva sva hotela dati Bogu priložnost, če lahko tako rečem, in ga majčkam dati preizkusiti. Se je rekel, preizkušajte me. A ne? Midva sva rekla, ok, ne bova si naredila nobenega načrta in nobenega plana in ne veva, kako bova potovala. Ne veva, kako bo šla najna pot. In edina odločitev, ki je res dejansko bila najna, je bila najna prva postaja Italija. Tak tam so začela, v Rimu so začela v skupnosti Barka, tam so poklicala in tam so rekla, ok, tukaj imaš. Od tam naprej praktično se je najna pot odvijala tako, kot je Bog pokazal in to sprot preko ljudi, ki so nam prihajali naprot, preko situacij in možnosti, ki so se odprle, preko poznanstv iz Italije, potem naprej v Francijo, ker je v Italiji nekdo poznal nekoga v Franciji, potem iz Francije ja, in v bistvu Bog ne je tudi enkrat, večkrat preizkusil, ne, ker sva midva imela majčken odklonov, pa sva rekla, dobro, kaj pa če bi vse midva malo načrtovala tole, recimo prvo leto se je postajal že mraz, zima je bila, midva so hoteli po Španijo, pa na Portugalsko, pa tam v bistvu preživeti to zimo, zato bilo bolj toplo, ne. Ja, prezimiti. Ja, prezimiti recimo, ne, in potem je takrat glih enkrat v jesen, pozan jesen poklical lazarist, pater Tomaž Mavrič in nam rekel, če bi šla v Ukrajino, a ne. Tako da od takrat naprej seveda sva rekla, ok, Bog, ti si šef, ne bova sicer na 20 stopinjah, sva šla direktno na -20 v Litvo in v Ukrajino in v bistvu tako je, v bistvu sva mogla malo slediti pol temu, tej odločitvi, ki sva jo dala v začetku. Ja, hotela sva izpostaviti tri točke, v katerih, kjer sva se naučila nekih pomembnih lekcij, glede na to, da imamo majčkeno več časa, so to tri, ponavadi izpostavila samo dve, in sicer prva je izkušnja v Bangladešu. Bo Silva majčkeno več povedala o Bangladešu. Ja, Bangladeš je v bistvu ena najrevnejših držav na svetu. V bistvu naj je kar pretresla oba. Poleg Ukrajine v Evropi, ne, je bila po moje ena od držav, ki je res najbolj zaznamovala. Tako, če sam pogledamo, v bistvu tako 91% je muslimanov, a ne, se pravi, da je pretežno muslimanska država z vso kulturo, ki prinaša to zraven. Ima 173,6 milijonov prebivalcev, ne, iz leta 2024, kar je kar velika, ne. Je drugače ena najbolj rodovitnih držav na svetu, ampak korupcija in okoliščine, ne vem, pač naravne katastrofe in te zadeve pač zelo vplivajo, ne, ampak jaz mislim, da je korupcija tista, da v bistvu se ne morajo pobrati. No, in v bistvu v Bangladešu naj je pretreslo, že sam vstop tja je bil zanimiv, ne. Ko sva priletela na letališče v Daki, sva rekla, v redu, bova kupila vizo, ne, za vstop v državo, ponavadi, če nimamo nekih bilateralnih odnosov z Slovenijo, pač pa tisto državo, ne, pač moraš zaprositi za vizo. In ko sva prišla tja, so nam takoj rekli, ja, vizo pejte, mesečno vizo pejte tja plačati, ne. Sva midva to plačala in potem sva prišla do carinikov, ko naj bi mogli naprej spustiti, sta pa začela problematizirati, ne, kaj midva hočeva sploh v tem Bangladešu, če kot turista, ne. In oni so potem, sta nekake 2 uri tam zadrževala, ne, in potem sva zvedela v bistvu, da moramo imeti tudi izhodno karto. Sva prosila in Bog je potem uslišal najino prošnjo, tako ker nisva vedela, kam bova šla naprej, ne, v katero državo, in potem sta se končno usmilila, ne vem, ali se jima je čas iztekal ali ne, a ne, pač njune službe, tako da v bistvu potem naj jo spustil končno v državo. Ja, in tako so prišla k misionarju Patru Ricardu, tamle ga vidite. Vidite, da to ni en tak klasičen duhovnik, kakršnega mi poznamo, to je dolgobradi, dolgolasi
anarhist, lahko rekel temu, čist neobičajen duhovnik, ne bi ga. Ampak Italijan, seveda, naj je sprejel v svojo skupnost, kaj on dela. On je takrat v tistem čas, zdaj je že umrl, pokojen pred 3-4 leti, mislim, da, ampak naj je sprejel, on je pred 20 leti prišel v Bangladeš in videl eno zelo veliko potrebo. Tam je tako, v Daki, to je glavno mesto Bangladeša, 200,000 otrok, fantov, starih tam od 6 do 9 let, je brezdomnih, je zapuščenih. Se pravi, to pomeni, da so jih starši odrinali, zaprli jim vrata, ker jih niso mogli ali preživljati, ali ker so se ločili in tako naprej in se potem dajejo v skupnosti, tam po mestih se klatijo, se drogirajo, zbirajo odpaden material, se prepustijo izkoriščanju drugih, da zaslužijo za tisto kepco riža pa za lepilo, s katerim se potem omamljajo. To so fantje, 200,000. In drugih 200,000 je pa punc, se pa reče sklava z domestikah. To so domače sužnje, ki ostajajo doma, tudi tista leta, 6 do 9 let ostajajo doma, zaprte, nimajo shoda in imajo obveznosti. Oni morajo ostajati tam, delati non-stop in se prodajajo med sabo, kupujejo, posojajo in tako naprej. Skratka, en material, ki ga je treba in ga se ga lahko izkorišča. To so tiste razmere, v katerih je prišel pater Ricardo. In je rekel, nič, tem otrokom je treba ponuditi eno drugo možnost, eno drugo alternativo. Zgradil je, s pomočjo sponzorov je zgradil eno veliko poslopje, tam vzad se mečkan vid slike, mogoče malo manj, kot jaz sem mislil, da bodo videi delali, pa žal ne, ampak nič narobe. V glavnem, zgradil je eno veliko hišo, pravzaprav 2, in noter tem otrokom ponudil možnost življenja, učenja, hrane, predvsem pa odnosov. On jim je želel biti ena očetovska figura, nekaj, kar ti otroci nikoli niso mogli biti. Ena pomembna stvar, ki smo se jo naučili od njega, sedaj lahko to mečkam naprej še, to so v bistvu otroci, no tole, kar vidite, se vidite vsi, a ne? To so v bistvu ti otroci, ki se takole potikajo in to so tisti, ki so najdeli možnost v tej skupnosti pri pater Ricardu, poleg drugih še manjših otrok, ne? To so zdaj že starejši pol, ki grejo že naprej in si iščejo delo. Ampak tole sliko smo... Velikokrat so ti otroci tako, ki jih pogledaš, ne? Recimo, če pogledamo naše otroke, ne? Imajo lesk v očeh, so zelo živahni, pač radoživi, zanima jih veliko stvari, ne? Ti otroci so pa ponavadi čist že z otopelim pogledom, brez življenja v očeh, ne? To pri 6, še mogoče prej, ne? Ker nekateri pristanejo tudi pri 4 letih na ulici, a ne? Ja. To je res pretresljivo. Ja, ampak v tisti skupnosti, kjer sva dejansko videla te otroke, ki so nazaj dobivali ta lesk in nazaj dobivali to možnost, videli se je, da dobijo neko drugo perspektivo. Zdaj, eno vprašanje, ki se je pojavilo, to, kar sem prej govoril o tem dialogu z našimi bralci, recimo se konkretno izpostavil s tem misionarjem. Ta misionar ima en svoj princip, kar se tiče misijonskega oznanjevanja, kaj sploh pomeni biti misionar. On ima eno svojo idejo, ni niti njegova, v bistvu Jezusova, jaz jo zelo podpiram in mi je zelo všeč. Ne to, da oznanjaš evangelij, ne pozabiti, 90% vseh teh ljudi, otrok in tako naprej je muslimanov. A ne? Torej, vprašanje, ki so ga midva dobivala, zakaj jih vendar ta misionar ne pokristijanjuje, a ni zato tam. In seveda se ga vprašala, kako je s tem. Je rekel, je rekel, ni to moja primarna naloga. Če bom jaz njih naredil kristjane in bom kvečem naredil škodo. Zakaj? Zaradi tega, ker nikoli ni izgubil upanja in nikoli noče izgubiti upanja, da bodo ti otroci spet enkrat nazaj sprejeti v družbo ali pa v družine. Če bodo sprejeti kot kristjani, ne bodo nikoli več sprejeti tam. Ampak je rekel, ne gre za to, pustimo zdaj besedo kristjan, musliman in tako naprej. Je rekel, to so sekundarnega pomena. Jaz hočem živeti in biti evangelij, ne govoriti o evangeliju. In točno to delam, je rekel, jaz sem ta očetova figura, dal sem jim to, želim jim pokazati, kaj pomeni brezpogojna ljubezen. Tukaj res ni čisto nobenih pogojev. Ti otroci so prihajali in v tisti svobodi, ki so jo bili navajeni, in odvisnosti, so tudi bežali iz skupnosti, niti ni bilo treba bežati, vse so bile vrata odprta. Za noter pa za ven, nobenega pogoja. In čez leto, 2 leti so ti otroci po bežanju in prihajanju in bežanju in prihajanju in tako naprej začeli ostajati tam, začeli poganjati korenine in začeli postajati tudi konstruktiven del te skupnosti in potem končno tudi te družbe. Tako da ideja vzadej se mi zdi prava in je zelo krščanska. Tako da
To je bil en tak, recimo, prvi tako srečanje z misionarjem, ki je rekel, ki je v bistvu začel razmišljati, če mi hočemo priti do ljudi in jim hočemo pokazati Jezusa, moramo ne govoriti o Jezusu, mi moramo živeti to, kar je Jezus delal in učil, potem pa pustiti Bogu, da jih pokristjani tako, kot on želi. To je v bistvu ena taka stvar. Seveda je pa to kulturni, če daš Tomaž eno naprej, je pa to tak kulturni šok, seveda. Zdaj ljudje v Bangladešu res živijo v ekstremnih razmerah in to se vidi na vsakem koraku. Tukaj vidimo recimo promet, to so take široke ceste, razdrapane z luknjami in tako naprej. Ti greš gor na avtobus, ti talajo vrečke. Zakaj? Zato, ker pač bruhaš. In dejansko dobiš tisto vrečko in gledaš malo okrog sebe, ljudje bruhajo, en na sprednjem sedežu, en vzadaj, en tam levo in desno, odprejo tista vrata, pa so že odprta, pa kar ven vržajo tam zraven, nekakšen z rikšo, kavos, pa tako še kaj na glavo, da bi skratka kaos. Ti avtobusi so tudi čist pofavljani, čist so potolčeni, vice in ja, seveda so vprašala patra, zakaj. Pravzaprav ni bilo treba vprašati. Na enem krožišču sva videla tisto gužvo in ustvarjajo se zamaški. In zato, ker edini način, kako te zamaške oni preganjajo, tukaj ni dogovorno nič, tukaj vse gre na moč. V teh državah občina pošlje delavce, svoje zaposlene, da pridejo s koli in pol tiste avtobuse mahajo, tako da se zmuvajo naprej in grejo. In dejansko sem videla, da gre v bistvu res čisto vse na moč v teh državah. Tukaj tudi pater sam, zakaj je imel skozi palce pse po avtu. Jaz sem se spraševal, pa ni bilo treba pol niti na koncu vprašati, ker je enkrat ga en izseljeval, odprl oken, vzel kol ven, pa se začel dreti in ga je pol naprej spustil. Rekel, to je edini način, žal, da greš naprej. In to so v bistvu tak vice, da v bistvu v teh državah je odnos v bistvu do življenja nasploh in do odnosov vsem drugačen in da res gre velik na moč. Ja, in v bistvu otroci, ženske in starejši, pa sploh ne mogli, pač so res potegnejo takrat, ko so zelo lahko odrinjeni na rob. Druga postaja je pa bila Bolivija. To je še ena lekcija, ki sem jo hotel povedati. V Boliviji bo majčkeno Silva povedala, preden gremo na tole sliko. Ja, v Bolivijo sva prišla iz Paragvaja, tam pa v bistvu nisva imela nikogar. To se pravi, nobeden nama ni dal neke povezave za naprej, dobenega kontakta in pa sva rekla, kaj pa zdaj ne. Pa sva se pač namestila v en zelo preprost hostel in začela trkati na vrata različnih skupnosti, ki sva vedela, da delajo ali z ubogimi ali pa pač, da so misionarji. No in tako sva naletela na ene sestre, ki sicer izvirajo iz Brazilije, so zelo mlad red, mislim, da ne vem, če imajo 10 let, ampak so navdihujejo se pri Frančišku Asiškemu in živijo v bistvu uboštva. Hodijo na ulice pomagati v bistvu brezdomnim, zasvojenim, potem obiskujejo mladostnike, ki so zagrešili umore ali pa kakšna hujša grozodejstva v bistvu v prestopniškem domu oziroma zaporu. In na splošno so zelo simpatične in prijetne sestre. Tako da in z njimi sva pač potem delila en mesec življenja in se vključevala v njihove aktivnosti. Ja, in to je bila zelo zanimiva stvar. Se pravi, tam tisto, kar je tam najbolj nagovorili, so mladi. Koliko mladih se vključuje v tak apostolat za delo z ubogimi? To, kar tukaj vidimo, je ena od točk, kamor so redno prihajale te sestre z skupinami mladih, s kitaro, z opremo in tako naprej. Zakaj? V bistvu se nič tazga ne vidi, tamle gor vidimo nekaj teh prostovoljcev. Tisto, kar se ne vidi, so ljudje, ki živijo noter v teh kanalih. Se pravi,
tukaj noter dejansko živijo ljudje, ki so zadrogirani in pridejo ven samo po noč, zato da pridejo do svoje droge, hrane in tako naprej, grejo nazaj noter, tam noter živijo, jejo, se drogirajo, spijo in umrejo. Tako to je. Naloga teh sester in mladih je, da pridejo do teh kanalov in jih vabijo iz teme ven. To je ena taka lepa simbolika tega, kako se jaz, recimo, kako se midva, kako se v društvu Perando predstavljamo naš apostolat. V bistvu gre za to, da ljudje, ki so v temi, imajo možnost priti na svetlobo. In ti ljudje pa pridejo na svetlobo, tako da jih mladi lepo povabijo in jim rečejo, je možnost, naprej, so možnosti, takole pridejo pol ven iz raznih podhodov in tako naprej, tam se uredijo, jih pofrizirajo, jih obrijejo, jim dajo vse, kar potrebujejo, postrižejo nohte, tudi to smo delali. Skratka, te ljudje dobijo eno dostojanstvo nazaj, če lahko se v bistvu dostojansko skozi smajo, ampak mogoče občutek tega dostojanstva, da ga ne zgubijo. Kakšni ostajajo noter in jih ne morejo ven dobiti, ampak vseeno, vztrajno prihajajo in vedno več jih je takih, ki se potem ne samo, da pridajo ven, s časoma se vključijo v to skupino in prihajajo tudi sami potem sestram povabiti tiste, ki so še zmeraj noter ven iz te teme. Mogoče tudi to, da ta skupnost, v bistvu so in moška in ženska veja, midva sva pri sestrah, v bistvu omogočajo, da se potem, če se kdo odloči od teh ljudi, da lahko vstopi v skupnost, v proces odvajanja od drog ali pa od alkohola. In kar nekaj fantov, ki sva jih spoznala potem, ki so prihajali tudi kdaj k nam na obisk, sva videla, da so premagali vse te izzive, da so se vrnili nazaj v družbo. Ok, naslednja, to je pa zadnja lekcija ali pa zadnja postaja, o kateri sva hotela govoriti, je pa Peru, še ena zelo pomembna točka, kjer se ogromno lahko naučimo Evropejci, Slovenci in tako naprej. Bova več povedala, se lepo več povedala o Peruju najprej. No, pri teh sestrah, ko sva bila, sva spoznala enega gospoda, ki pač tja prihaja večkrat moliti v kapelo. In ko smo se enkrat zaklepetali, tako omeniva, da si želiva iti v Peru, pa reče on, joj, super, jaz imam pa tam enega prijatelja, ki je tle iz Santa Cruza, je misionar tam v Atalaji, vsako, kje pa je Atalaja, in je rekel, da je to v amazonskem pragozdu, sva rekla, super. Mislim, naj jo lahko poveže z njim, in naj jo je, in tako v bistvu sva tako v enem tednu potem, ali pa čez 14 dni sva že v bistvu bila na letu za Peru. Da sva prišla v Atalaju, sva v bistvu kupila karte za bus in se sedla za nočni bus. Tako je bila cela avantura, zaradi tega, ker sva v bistvu potovala čez Ande, to se pravi čez 4000 metrov visoko z avtobusom, in zjutraj sva se zbudila na drugi strani Andov, in potem še en dan vožnje v bistvu v Terencu. Tako da sva bila kar zmatrana, ko sva prišla na konec, in sva se znašla v bistvu potem tako ob reki Ucayali. To je v bistvu ena od rek, ki tvori Amazonko, potem v nadaljevanju ko potuje čez Južno Ameriko. In v bistvu potem v Ucayaliju prihajajo patri, ki so v bistvu živeli v Atalaji, do različnih skupnosti indijancev v pragozdu. In midva smo imela priložnost v bistvu iti z njimi tja. Ja, ko sva prišla v Atalajo, sva spoznala patra Enrika. Vidite ga tamle na čovnu, zdaj še ne obraza, ga boste pol videli. Prva stvar, kaj je rekel, spoznali smo se in rekel, ok, kdaj pol gremo? In tako rekel, kam pa? Gremo s čovnom, gremo v staroseljsko skupnost. Takoj bomo pokazal, kakšno delo mi upravljamo, in sva rekla, ok, gremo. In šla sva v prvo tako skupnost. To, kar bom pol pokazal, ni ta skupnost v večjih sva šla, ampak prva je bila odlična izkušnja, da sva videla, kako te stvari potekajo. Pol sva se vrnila iz tiste in vedoč, kakšne potrebe imajo te skupnosti, smo rekli, ok, začeli bomo zbirati denar za staroseljce, rabijo so konkretno zdravila. In tako smo šli potem v novo skupnost z nakupom zdravil, denarja, ki smo ga zbrali od Slovencev. In zdaj,
Delo, ki ga te misionarji upravljajo, je v bistvu zelo zanimivo. No, to o skupnosti, ko govorimo o teh skupnosti, to so v bistvu zelo oddaljene skupnosti. Najprej se s čolnom potuje po 2, 3, 4, včasih tudi 5 ur, da prideš do tistih delov in potem še hodiš po 1, 2 uri po gozdu, po amazonskem gozdu, da prideš do vasi in tako naprej. Tukaj konkretno ni bilo nobene posebne hoje do tja, samo obreke, ampak smo se pa 2 ure vozili s čolnom, da smo prišli do sem, takole so nas pozdravili potem v skupnosti in seveda hoja do tja, taki so bili razgledi in ena taka lepa dobrodošlica otrok. Kako misionarjev v teh delih, se pravi, niso vse skupnosti odprte za misionarje. Misionarji morajo najprej dobiti vezni člen, to je, kasneje postane to animator skupnosti, ampak je vezni člen, ki je načeloma odprt oziroma v imenu starešine odpre pot za misionarja, da lahko pride v to skupnost in predstavi to, kar on dela. A ne zdaj, ali je to vero, ali je to na nek način pomoč v kakršnikoli možni obliki. In na tak način se vzpostavljajo te odnosi in novi misijoni in s tem seveda nove potrebe. Mogoče to, ne, če v bistvu hočeš na lastno pest, ne, lahko končaš s kako puščico, ne, v katerem delu telesa, tako da Ja, v bistvu je res nevarno hoditi, ne, na lastno pest, ne, tudi kakšen turist, ki je šel s kanujem pač po Ukajaliju, so ga ali ropali ali pa v bistvu so ubili, ne, pač jih, ne. Ja, če ne prideš preko povezave, se to res lahko zgodi, ampak ta skupnost konkretno Novo Progreso se imenuje Novi napredek, je bila taka odprta, simpatična skupnost, mnogi med njimi niso še nikoli videli kakšnega Evropejca ali pa Belca, no, ampak videli so mene, plešastega, ne, in otroci so bili očitno tako fascinirani, jaz sem bil seveda fovš, za vse tiste lase, ki jih imajo, oni pa so hoteli nekaj tazga, ki sem mu jaz, nisem mogel preprečiti, lej, fantje, bodite veseli, da jih imate, ne jih strižiti, ampak vsi so se hoteli postrižiti, tako da je bila to na koncu ena taka skupinca, čisto pobritih fantov, očitno navdušenih nad tem, da človek nima las. Tako da so se postrigli na naceta. Ja, ampak delo misionarja, ni samo oznanjevanje kot tako, ampak tudi v bistvu takole malo včasih brije, včasih podarja stvari, ki prihaja in tako. Ena zelo pomembna stvar, ki sem jo hotel izpostaviti, nekaj, kar smo tudi v evangeliju slišali, mene je zelo nagovorila, ker v bistvu se na nek način poklapa s temu. Tisto, kar misionarji hočejo naučiti indijance, staroselce in tisto, kar se moramo tudi mi naučiti. Se pravi, v evangeliju danes se župnik vprašal, kjer je tista skupna točka ali rdeča nit, voda. Jaz bi rekel, da še ena žeja. Žeja je tista skupna stvar in tisto, kar misionarji želijo doseči za vse tiste, ki pomagajo tem ljudem in tudi za njih sami, je vprašanje, a smo dovolj žejni, ki pridemo k ljudem in jim pomagamo. Kako pridemo k ljudem, ki jim želimo pomagati? A pridemo tja žejni, a pridemo siti? To je zelo pomembno, ker je vprašanje tega, iz kakšne pozicije mi prihajamo do teh ljudi. Ali iz pozicije moči, ali iz pozicije neponižnosti, tudi jaz rabim, ne samo ti. Se pravi, in tukaj se ogromno stvari spremeni, če mi prihajamo do ljudi na način, kot da jaz imam nekaj, kar ti nimaš, ampak ti imaš pa ogromno tega, kar jaz nimam in želim, da mi tudi ti meni to daš. Tukaj se vrača potem dostojanstvo. In tako, ko smo mi prinesli tiste zdravila tem staroselcem in jih je bilo kar nekaj in jih je bilo zelo veliko, jim je misionar rekel, fantje in dekleta, veliko dobivate, navajeni ste samo prejemati, naučite se tudi dajati, ker to je pomembno, zato da se vzpostavi ta dvosmerna komunikacija. Jezus je prišel k Samarijanki in je izrazil potrebo, rekel je, žejen sem, ni rekel, jaz ti lahko dam vode, če ti hočeš, tukaj jo imaš. Najprej je rekel, a mi daš ti vodo. In zdaj, jaz si zelo želim, da vsakeč, ko prihajamo k ljudem in ko jim želimo pomagati, da pridemo z enim občutkom ali pa z eno držo tega, da imamo tudi mi veliko enega manjka,
ki nam ga ti ljudje lahko, pa kdorkoli, vsak ima dar, lahko dajo. No in tako smo v bistvu, seveda, midva so bila tukaj v tej skupnosti zelo vključena. V bistvu sem imela tako srečo, da je v tistih parih dneh, ko smo bili tam, pater imel vsaj 20 otrok za krstiti. Tako da smo videli, kako poteka krst v Amazoniji in je v bistvu bila zelo lepa izkušnja. Ne samo to, da so bila lahko zraven in navzoča, celo postala sva botra devetim otrokom, ker pač niso imeli nobenega, ki bi jim lahko bil. To je bila taka lepa izkušnja. Zdaj imava 9 otrok, za katere molva in žal nismo imela potem več nobene priložnosti, da bi šla še enkrat do njih, upam pa, da bo Bog še enkrat ali pa še kdaj poskrbel za to. No, ampak tukaj sem rekel o tem dajanju, ne. Ena stvar, ki se jo moramo zavedati Evropejci, ne, takrat se spomnite, ko je papež pred leti, papež Frančišek začel sinodo, koliko je imel enega odpora in koliko je imel enega nasprotovanja, ko je začel govoriti o staroselcih in o tem, da je treba spoštovati to, kar oni verjamejo, in da nas tudi oni ogromno naučijo. To so ljudje, ki živijo z naravo, ki bijejo z naravo, ki lahko rečemo so del narave, ne uporabljajo narave kot orodje, zato da jim nekaj da in jo potem odvržajo, ampak živijo s tem, odvisni so od nje in vse, kar je, vse, kar oni govorijo, vse, kar delajo, vse je na nek način iz narave, ne? In tukaj se mi lahko ogromno od njih naučimo. Je pa res, ne, da ta narava se spreminja in narava pred 100 leti je bila drugačna, kot je zdaj, ne daje več istih ali pa iste kvalitete in pridelkov in vode in tako naprej. Oni še vedno v deževnici pijo, ta deževnica ni ista, ki je bila pred 100 leti, zdaj to že onesnažena voda, trpijo za anemijo, trpijo za boleznimi, zaradi katerih prej nikoli niso trpeli, pa nikoli niso onesnaževali okolja. To delamo mi. Mi smo tisti onesnaževalci, vsak od nas, sploh Evropejci, tukaj je ena taka boleča resnica, ki smo jo midva. Ali pa Severnoameričani. Ja, ali pa Američani seveda in tako. Mislim, taka boleča resnica, ki se jo moramo zavedati. Bila sva recimo v Bangladešu, grem samo toliko nazaj, da vam povem. Hodila sva po eni vasi in tam je bil en potok. Tisti potok sva pogledala nekaj čudnega najprej in potem sva se približala, si pa taka fluorescenčno, zeleno, oranžna barva, povoščena voda, kot da bi jo en narisal, ena taka abstraktna zadeva in nam ni bilo jasno, kaj to je. Ne? In potem so nam povedali, da je tam zraven tovarna Benettona. In Benetton tam seveda na veliko, to je italijanska firma, na veliko spušča vse odplake in vse barvila in vse to v tisto reko. Pri nas seveda v Evropi si tega ne moramo prvošati, ker imamo regulative in tako naprej. Pojmo pol v Bangladeš, tam pa lahko. Tam pa seveda država to dovoljuje in tudi omogoča, da se dela taka proizvodnja. Kako pride sploh Benetton recimo v eno tako državo, kot je Bangladeš ali pa Dhaka? Dogovor z lokalno skupnostjo, dogovor z občino, politika, denar in tako naprej, ljudje, ki so naseljeni na eni coni, tistim ljudem bomo lepo prijazno rekli, zdaj pa nimate tukaj več nobene možnosti, tukaj bomo zdaj zgradili tovarno, ampak ne skrbeti, boste sicer izgubili svoje hiše in vrtove, bomo pa tam zgradili eno veliko stavbo in tam noter boste vi lahko živeli. 3x3 metre, po 6 ljudi, 7 ljudi noter in vsi delajo za Benetton, plačani pa samo toliko, ker se lahko prvošijo za hrano in zato, da plačajo najemnino Benettonu za to, da lahko živijo tam. Ali pa drugim evropskim ja, dobro, proizvajalcem. jaz sem povedal primer Benettona, takih seveda še ogromen. Ti indijanci, staroselci so ogroženi in o tem je recimo papež Frančišek govoril. Takrat smo ga podprli v Perandu, zbirali smo podpise, mogoče ste tudi tukaj sodelovali pri tem. V glavnem, veliko smo jih zbrali, ampak hoteli smo ga podpreti pri tej njegovi misli, ne, da so ljudje, ki so jim kratene pravice, indijancem so, tukaj na njihovem ozemlju, kjer oni živijo, to je fantastično ozemlje za minerale, za zlato, za rudnine, za les, a ne, in prihajajo velike korporacije, seveda v dogovorih in tako naprej in s pomočjo države nekako odstranjujejo te ljudi in te skupnosti, da se umikajo in na tistih delih potem postavljajo
postavljajo stroje in mašinerije in tako naprej, da začnejo izkopavati rudnine in s tem seveda služiti. To je velik problem, sva ga videla in v Braziliji, kjer sva bila, in v Peruju, in v Bangladešu. A je še kakšna stvar, ki bi jo omenil? Ja, to so v bistvu take lekcije, na tak način smo potem zaključovali. Midva sva se v Peru vračala večkrat, tukaj vidite kokoši, no to je tisto, kar sem vam rekel, dajanje. Misionar je prišel do teh ljudi in jim rekel, zdaj, če ste vi dobili darila, kaj je tisto, kar vi lahko date, pa vam je dragoceno, da ne boste samo prejemali. Tisto sem prej pozabil povedati. Mi dajemo, misleč, da delamo dobro, v resnici delamo njim velikokrat tudi škodo. Zasipani so z blagom, z majicami, Nike, Reebok in tako naprej, medtem ko je njim proizvodna, tista proizvodnja domača, iz njihove lastne pridelave, iz bombaža, ki ga sami lahko pridelajo, njihove tradicionalne obleke, jim ni treba več šivati, ni jim treba več pridelovati stvari, ki so jih včasih, ker v bistvu vse to zdaj dobijo preko raznih dobrih, dobrodelnih organizacij. Ampak vseeno, navajeni so zdaj prejemati, pater jim je rekel, kaj je tistega dragocenega, kar vi lahko date, in seveda kokoši so v taki skupnosti eno najbolj dragocenih stvari. Kokoši so tiste, ki jih uporabljajo običajno v največjih praznikih, najbolj posebnih priložnostih, takrat spečejo kokoši, drugače imajo pa čez dan po 3-krat, 4-krat na dan isti obrok, riba, riž, manioka in tako. Ampak kokoši so pa za posebne priložnosti in tako smo v bistvu 4 kokoši žive, tole so žive kokoši, žive pripeljali nazaj v Talajo kot zahvalo in kot dar nam nazaj za tisto, kar smo mi njim prinesli. Mogoče še ena stvar, ker mislim, da tudi tlele Poljanci, sploh tisti, ki ste bolj v hribih, pa to morate recimo po zim zelo sodelovati, da so ceste splužene, da so prevozne in tako naprej. Recimo tudi tam, ko gre nekdo na ribolov, v bistvu nalovi ribe za celo vas. Zelo sodelujejo. In v bistvu misionarji, ki pridejo oznanjevati v skupnost, velikokrat nimajo veliko dela, tako, da ljudje dojamejo, kaj jim hočejo povedati. Zaradi tega, ker v bistvu oni živijo evangelij. In samo stvari drugače poimenujejo. In velikokrat rečejo, ok, to pa razumem, ja, seveda. Sam nisem vedel, da je to v bistvu Jezus učil. Tako da v bistvu nimajo toliko težkega dela, je pa res, da pridejo tja včasih, mislim, zelo poredko, ker je toliko velik teritorij in v bistvu duhovnikov toliko malo. Ja, duhovnikov manjka, misionarjev manjka. Čisto za zaključek, prej sem povedal, da potem, ko sva se vrnila domov v Slovenijo, sva vse to znanje in vse izkušnje, ki sva jih v 8 letih po 18 državah v bistvu in več kot 20 različnih skupnostih, izkušnje, ki sva jih dobila, želela dati in hočeva dati naprej. Tukaj v Sloveniji je tudi ogromno potreb. Projekt, ki smo ga začeli z operandom, se imenuje Zavzemi se in gradimo skupnost, medgeneracijsko skupnost, kjer se bodo mladi in stari nekako združevali skupaj z istim ciljem. Iti ven iz svoje cone udobja, med ljudi in na kraj in okoliščine, kjer so potrebe največje. Ne nujno v tujini, v Sloveniji. V Sloveniji je res ogromno potreb. Tisti Ljubljančani, ki so rekli, zakaj v tujino, če je doma dosti revežev, so imeli na nek način zelo prav. V bistvu jih je res doma veliko, potreb je ogromno. Imamo ostarele, osamljene, res neupravičeno. To so ljudje, ki imajo ogromno zadati nam. Ljudje, ki imajo svoje izkušnje in si želijo podeliti te izkušnje. Mi jih tretiramo kot nekaj, kar je odveč. Nimamo časa za njih, zato ker imamo svoje fokuse, imamo svoje kariere, imamo svoje biznise in tako naprej. So otroci s posebnimi potrebami. V Operandu smo začeli s projektom mesečnih dogodkov za otroke s posebnimi potrebami in tukaj bomo vsak mesec imeli dogodke, zato da bomo staršem, ki so obremenjeni s temi otroki, samo obremenjeni, bom rekel, ampak staršem, ki so zelo obremenjeni, dali možnost enega varstva
hodimo k migrantom, sodelovanju z jezuitsko službo za begunce in iščemo nove in nove priložnosti za to, da delamo prostovoljno. Kdorkoli od vas tukaj, ki se čuti poklicanega ali pa ki čuti željo potem, da bi dobil nekaj znanja in hkrati dobil prostovoljsko izkušnjo, je zelo močno vabljen v to našo novo skupnost. Nas je že kar nekaj, iščemo mlade in starejše. Tako da poglejte si to, pojdite na spletno stran in seveda ste vabljeni na vse te naše dogodke, ki jih bomo imeli in vas bomo obveščali o tem. Jaz se vam zelo močno zahvaljujemo za vašo pozornost. Če imate kakršnakoli vprašanja, seveda imamo tukaj še 5 minut točno za to, sicer pa hvala vam. Ja.